Leta 1944, ko so Američani začeli bombardirati Madžarsko, ta industrijska mesta, ne, to je toliko avionov prišlo, da sonca nismo videli, na stotine in na stotine naenkrat. In eden pa je verjetno bil poškodovan, je čist nizko letel nad Dobrovnikom. Ravno smo bila nedelja, to se spomnim, smo bili cela družina pri kosilu v kuhinji. Smo sedeli, jeli, pa smo čuli, da dvakrat počilo bum, bum, tako. In potem naenkrat leti avion, ampak zelo nizko, ne ameriški, mislim, da je bil Dakota ali kaj, Douglas. In potem, neki 300 metrov od naših, še spet je pustil 3 bombe dol. In nizko potem odletel proti Lendavi. Kaj si kot otrok takrat mislili, deca, kaj so si mislili? Starši so vas ne zraven pistili, vi ste pa oddaleč videli, je tak? Ja, iz kuhinje sem to jaz videl, iz kuhinje smo gledali. Ampak to pravo vojno, to pa pozneje 45. takrat, ampak tega leta, 44, jeseni sta prišla 2 madžarska vojaka k nam. Tam sta stanovala vse do spomladi 45. leta. Jaz ne vem, kako se reče to, kaj sta bila ona. Ona dva sta hodila vsak dan od nas so samo spali. Po vseh teh vseh. Zbirali so stvari za armijo. Rekvirali ali kako se reče. Ja, to so, ja. In potem 45. leta, spomladi, ko je že fronta bila blizu, ne, Rusi so že prihajali s tem, potem sta odšla domov, pa sta se poslovila, pri nas sta pustila svoj naslov, da bomo lahko pisali njim. In da oddaleč sta bila. Več kot 400 km od tukaj sta bila in peš sta šla. Sobo, ne, torej ona zdaj sta šla proti. Tam blizu, to je bilo od tam nam, Hajdú-Bihar, županija, Hajdú-Bihar. To je na romunski meji, to je daleč, ja. No in potem sta odšla. Pa nista vedela, če bo to uspelo domov ali ne, ker morata iti čez Donavo, čez Tiso, tako, in pa fronta, Rusi so že bili blizu. Ja. No in potem ona dva sta odišla in leta 75, januara, mama nekako našla, te naslove našla, pravi, ajde, pišemo jim, kaj je z njimi, ne. Dva sta bila. Kiš Elek iz Pišpekladanja, pa Luki Šandor iz Konjar, to je ena velika vas. In tole pismo iz Pišpekladanja je prišlo nazaj, da nepoznano, tem naslovi nazaj v Jugoslavijo. In to smo dobili nazaj. Oni drugi, oni pa je pisal. In nam je napisal, da malo po tistem, ko so odšli od nas, so jih že Rusi prijeli in so jih odpeljali na malenki robot, Novosibirsk. 5 let je preživel tam v Novosibirsku in po tistem 5 letu je prišel domov, a ta njegov kolega je tam umrl, od katerega smo mi pismo nazaj dobili. Kolega pa tam umrl. No in potem smo začeli se dopisovati s tem človekom in leta 82 jaz sem šel jih obiskati, ja. Šli ste leta 82 Čevčeskojovo, ne Romunijo, oziroma na Madžarsko gor proti meji. Ja, sem šel obiskati, ja. Kako dolgo ste pa vi potovali? Ja, zjutraj sem šel tukaj od nas, tako še ni bilo toliko avtocest kot danes. Jaz sem samo po navadni cesti šel, ne po avtocesti. Ja, popoldan sem že bil tam. Aha, to je bilo to. Da. Nisem zamišljala pojmov. Si lahko zamislite tisto... Tisti strah. Ja, pa tisto sreče je, kot so se mi dva srečala tam. Kakšno je bilo to srečanje? To je ena zelo velika vas, zelo velika, blizu 400 hiš. In seveda, ko sem prišel v vas notri,
Pa videl sem eno žensko tam s kolesom, pa sem jo vprašal, če pozna tega človeka, ne, da koga iščem, ulica, to pa to. Ja, potem pa ona je šla s kolesom naprej, jaz pa z njim avtom me vodila tja. Tam so hiše takole, da ne vidite notri na dvorišče. Iz lat, 2,5 metra visoke, tiste, ne vidite na dvorišče, no, ja, tam na tistem koncu Madžarske. No in potem je prišel ven, pa ko sem se jaz predstavil, da kdo sem, kaj sem, sva se objela in nisva si mogla besede povedati. Ja, lepo je bilo. Zanimivo snidanje. Ja. Po toliko let. Mislil sem od tam, ni daleč od tam Hortobať, Debrecen sem pa Hortobať, pa sem mislil, ajde tam nekje bom prenočil, ma kaki prenočiti. Celo noč se pogovarjalo. Ja, in potem drugi dan sem nekaj pri njih malo spal, potem sem šel na Hortobať dalje. Zdaj imate še, ohranjate stike z družino tega gospoda? Ja, z njim že ne, ker on je že umrl, ne, ampak z njegovo vnukinjo se še zmeraj dopisujeva.